Spirit Slovenija praznuje 10-letnico, pravzaprav 30-letnico, skoraj 30 let ponuja slovenskemu gospodarstvu, podjetnikom, podjetnicam, obrti in velikemu gospodarstvu eno pomoč za delo tako v Sloveniji, predvsem pa delo v tujini. Skozi svoje razpise, ki smo jih vsa podjetja bila v preteklosti zelo vesela, pa verjamem tudi v prihodnosti, ni samo zato, da se podjetje razvije neki izdelek ali pa storitev, ampak pomembno je, da vse povezave, ki nastajajo v teh konzorcijih, ustvarjajo dodano vrednost potem še na drugih projektih. Potem vsa ta moč, ki jo pravzaprav Spirit kaže skozi podporo MGRT-ja, je ravno zdaj v tej energetski krizi pokazala se kot zelo uporabnega. Seveda izvaja sofinanciranje električne energije, denar namenja vlada, ampak izvajalska organizacija, to je pa tista, s katero se podjetniki in podjetnice in ves gospodarstvo dnevno sooča. In če je ta izkušnja dobra, potem smo vsi zadovoljni. In bravo Spirit! Jaz moram reči, da sem danes zelo zadovoljen, da sem lahko prisoten na 10-letnici Spirita. Drugače pa je to, bom rekel, naša agencija, ki že 30 let odpira na nek način vrata našim gospodarstvenikom v tujino, daje neke pogoje gospodarstvenikom za razvoj in moram reči, da s tem znanjem in izkušnjam je to ena inštitucija, na katero smo lahko Slovenci zelo ponosni. Ko danes pogledaš tudi na tej prireditvi v Kranjski Gori, ker vidiš in njihovo promocijo, veš, da smo na pravi strani. Ja, jaz sem zelo vesel, da smo se danes zbrali v Kranjski Gori na pokalu Vitranc, kjer lahko skupaj z odličnim rezultatom našega Žana Krajnca obeležimo tudi 10. obletnico Spirit Slovenija, ki drugače deluje že 30 let v podporo in pomoč slovenskemu gospodarstvu. Zdaj, če samo na hitro povem tiste ključne zgodbe, ključne uspehe naše agencije v zadnjem letu. Uspešno smo zaključili Expo Milano in Expo Dubaj, ki je tudi največja predstavitev Slovenije, tako v turističnem kot gospodarskem smislu in splošne promocije Slovenije. V zadnjem letu, v 2022-2023, tudi javna agencija Spirit Slovenija razpisala javni ukrep za pomoč gospodarstvu, pomoč ukrepov, o pomoči za energente v višini več kot 700 milijonov evrov. Zelo vesel sem, da smo tudi uspeli v tem času pozicionirati javno agencijo Spirit Slovenija kot agencijo, katera pomaga slovenskemu gospodarstvu, tako na nivoju promocije, kot na nivoju podpore na vseh ostalih aktivnostih. Tako da jaz verjamem, da javna agencija Spirit Slovenija bo še v nadaljevanju svojo ekipo delovala v tej smeri. Absolutno se bomo trudili, da bomo tisti, ki bomo v svet ponesli glas in našo kampanjo I Feel Slovenia Green Creative Smart, ker podpiramo inovativno, zeleno, pametno gospodarstvo, nišno gospodarstvo in to je tisto, kar se razlikujemo od ostalih. Mi imamo zelo dobre izkušnje z sodelovanjem z Spiritom. Všeč nam je to, ker so proaktivni in ker nam v bistvu na zelo profesionalen način pomagajo pri premagovanju čisto birokratskih ovir, ki jih imamo pri sodelovanju z državnimi inštitucijami. Imajo tudi zelo lepo zbrane vse razpise, kje se lahko prijavljamo, imajo direkten kontakt skrbnika, tako da se v bistvu počutimo zelo negovane z njihove strani in nam je to sodelovanje seveda všeč. Ja, sodelovanje s Spiritom v 10 letih ocenjujem kot dobro, pravzaprav zelo dobro. Prvi močnejši stik je bil postavitev paviljona Expo Milano, kjer je Spirit dejansko odigral pomembno vlogo. Drugi večji projekt pa je bila zelena transformacija, kjer smo bili del te prve skupine podjetij, ki smo orali ledino in moram reči, da je tudi ta pogled od zunaj s pomočjo eksperta pomagal, da smo to transformacijo speljali uspešno in da uspešno rastemo. V podjetju Comte 360 sem odgovoren za poslovni razvoj. Naše podjetje je zelo zadovoljno s sodelovanjem z Spiritom. Spirit nam omogoča povezavo z ostalimi slovenskimi firmami in raznimi ustanovami. Promptno nas obvešča o različnih spremembah in novih zakonskih določilih in pomaga nam pri našem vstopu na nove svetovne trge.